Pozdravljeni. Bolezni žilja so med najpogostejšimi in hkrati najresnejšimi kroničnimi boleznimi sodobnega časa. Od ateroskleroze in periferne arterijske bolezni do anevrizem, venske tromboze, pljučne embolije in kroničnega venskega popuščanja. Moj gost je profesor dr. Aleš Blinc iz kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana. Z njim bova govorila o tem, kako prepoznati opozorilne znake, kdaj je nujno ukrepati, kateri so najmočnejši dejavniki tveganja in kaj lahko naredimo za zdrave žile v resnici vsak dan. Dober dan, dobrodošli. Pozdravljeni. Zakaj so žile tako zelo pomembne in zakaj so bolezni, ki so povezane z žilami, tako kasneje odkrite? Zakaj tako dolgo traja, da se izrazijo? Ja, to sta dve vprašanji, bom šel po vrsti. Žile lahko pojmujemo kot neke vrste ceste, ki peljejo praktično do vsake celice, kisik, hranila, odpeljejo ogljikov dioksid, odpadne snovi. Zelo redke celice v telesu so oddaljene od najmanjše žile več kot 50 mikrometrov, to se pravi 50 tisočink milimetra. Skratka, zato, ker smo večcelični organizem, velik organizem, potrebujemo dostavo kisika, hranil na lice mesta. In to naredijo žile, drobne žile, mikrocirkulacija. Skratka, to je seveda ta najpomembnejša funkcija žilja, ta dostava in odvoz odpadkov. Tako da to je z eno besedo, kar od žil pričakujemo. Zdaj, tisto, kar pa ponavadi rečemo, da se bolezni žil pojavljajo počasi pa postopoma, to pa velja za aterosklerozo. To je najpogostejša bolezen arterij, to se pravi tistega dela žilja, ki pelje kri od srca proti tkivom. Prevodne arterije obolevajo za aterosklerozo, ta pa gre zelo počasi, desetletja. In torej tako zaupati je, da se nikoli tekom življenja ne izrazi z nekim slabim dogodkom. Lahko pa seveda postopoma oži žilo, lahko pa tudi nenadoma na neki oblogi pride do razpoka in do nenadnega tromba, ki popolnoma iznenada zapre žilo in potem je dogajanje precej burno. Se pravi, da bolniki, ki imajo aterosklerozo, so lahko zelo dolgo brez simptomov, ki bi nakazovali, da gre pri njih za kakšno bolezen? Tipično ateroskleroza se razvija desetletja in tako kot pravim, če je potek ugoden, nikoli ne pride do simptomov. Pri nekaterih pa seveda pride. Brala sem en podatek, fascinanten, jaz upam, da drži, da imamo 100.000 kilometrov žil v telesu? Ja, to sicer drži, ampak to so te kilometri, desetine, stotine tisočev kilometrov gredo na račun mikrocirkulacije. To so izjemno drobčkane žile, te, v katerih se pravzaprav vrši izmenjava plinov in hranilnih pa odpadnih snovi, medtem ko žile, o katerih sem govorila malo prej, tiste, v katerih se dogaja ateroskleroza, te pa bolj v metrih merimo, kot v kilometrih. Okay. Ne, ker sliši se tako noro. Ne. To je ravno iz tega, kar so prej rekla, to se pravi, da praktično do vsake celice vodi neka mikrocirkulatorna, ena zelo drobčkana žila, iz tega pridejo te strašanske razdalje. Te žile, ki obolevajo za aterosklerozo ali pa po drugi strani, ki na venski strani obolevajo za vensko trombozo, te so pa bolj tako metrskih dimenzij v človeškem telesu. Kako lahko skrbimo za svoje žile? Ja, tukaj ni nekih velikih skrivnosti. Zdrav življenjski slog pomeni redno gibanje, pomeni zdravo prehrano, skrb za to, da je teža primerna, pa da seveda se izogibamo škodljivostim. To se pravi kajenju, kakšnim tako imenovanim nedovoljenim substancam, ki tudi precej škodijo žilju. Zelo osnovni. Te splošni nasveti, kot so za druge. Veliko slišimo o slabem LDL holesterolu. Zakaj je ta holesterol slab? Kaj dejansko nam počne v žili? Ja, glejte, to je tako. Holesterol sam kot tak je seveda nujna sestavina naših membran, brez njega nas ni. Ampak
zakaj pa govorimo, da je ta LDL holesterol škodljiv? Holesterol, ki se prenaša po krvi, je pa, skratka, v krvi maščobe niso topne. V bistvu se morajo maščobe v krvi zapakirati v neke kroglice, ki jim rečemo lipoproteinski delci. In LDL holesterol je pravzaprav nekaj, kar nastaja iz nekih koristnih lipoproteinov, ki v tkivih oddajo gorivo, trigliceride, in se potem počasi preoblikujejo preko nekih lipoproteinov vmesne gostote v lipoproteine majhne gostote. Low density lipoproteini so te nizkogostotni. Zdaj, te pa neke prav hude funkcije nimajo več. Imajo pa to grdno navado, da se usedejo v žilno steno in tam povzročajo eno tako tleče vnetje. To je pa osnova ateroskleroze. To se pravi, LDL holesterol je škodljivec zato, ker se nalaga v žilni steni in spodbuja tleče vnetje, ki je gonilo ateroskleroze. Če imamo povišane vrednosti holesterola in z običajnimi zdravimi življenjskimi navadami ne uspemo ga znižati. Kdaj je po vaše čas, da začnemo jemati, mislim, da nam zdravnik predpiše zdravila za zniževanje holesterola, in zakaj imamo občutek, da se veliko ljudi teh tako imenovanih statinov tako zelo otepa? Ja, spet zelo dobro vprašanje. Zdaj, seveda, osnovno je vedno zdrav življenjski slog, če imamo pa kljub temu znatno povečan ta škodljivi LDL holesterol, ali pa če imamo že neke dokazane žilne obloge aterosklerotične, bodisi z ultrazvokom ali pa s CT-jem koronarno breme, skratka kalcinacije koronarnih arterij, potem je pa seveda dobro to zdraviti. Ravno zato, da ne pride do klinično izraženih dogodkov, srčnega infarkta, možganske kapi, gangrene na nogi. Zdaj, tisto, kar jaz vedno pripovedujem pacientom, je to, da kaj so pravzaprav naredili statini v zadnjih 40 letih, odkar jih uporabljamo precej pogosto. Če pogledamo starostno standardizirano pojavnost srčnega infarkta, recimo, se je več kot prepolovila. V vseh tistih državah, kjer je medicina razvita, kjer se preventivna medicina, vključno s statini, pa seveda tudi zdravljenjem krvnega tlaka in tako dalje, izvaja. To se pravi, statini so neupravičeno na slabem glasu. Redko se pojavljajo resni stranski učinki. So možni, seveda so možni, ampak spadajo statini pa definitivno med varna zdravila. Ali lahko kljub temu, da skrbimo zase in jemljemo statine, se lahko naša žila zoži ali se naredi v njej strdek? Seveda je možno, je pa manj verjetno, bistveno manj verjetno. To se pravi, če dobro uravnavamo ta škodljivi LDL holesterol, ki je gonilo v bistvu razvoja ateroskleroze, če poskrbimo za krvni tlak, če poskrbimo za to, da jemljemo neka zdravila, ki zmanjšajo verjetnost, da pride do nastanka krvnih strdkov, potem je verjetnost, da bo prišlo do slabega izida bistveno manjša, tako več kot za 80% lahko zmanjšamo to verjetnost. Ali lahko k preventivi pripomoremo tudi tako, da hodimo na ultrazvok žil, je to smiselno? Ja, poglejte, zdaj ultrazvok žil kot preventiva je seveda možen, zdaj komu se pa v resnici priporoča? Priporoča se tistim ljudem, ki imajo neke dejavnike tveganja in so v bistvu v dilemi, ali poleg zdravega življenjskega sloga pričeti tudi zdravili. Če z ultrazvokom pri teh ljudeh najdemo neke obloge v žilju, potem je definitivno smiselno dati tudi zdravila. Pa seveda nadaljevati z zdravim življenjskim slogom, z rekreacijo, s čim bolj normalnim življenjskim ritmom. Tako da to je tista glavna vloga žilnega ultrazvoka v preventivne namene, da stratificira ljudi z vmesnim tveganjem. Kaj je za žilo bolj nevarno, da se počasi zoži ali da pride nenadno do zaprtja? Ja, seveda, bistveno bolj burno dogajanje, kadar pride nenadno. To je... Telo se nima časa prilagoditi, nima časa razviti obvoznih žil in nenadna žilna zapora je seveda za telo šok.
ki lahko vodi, tako kot so prej rekla, v srčni infarkt, možgansko kap, gangreno na nogi. Katere žile se morajo zamašiti s trtkom, da pride do srčnega infarkta ali možganske kapi? Ja, tiste, ki prehranjujejo tako imenovani tarčni organ. Na srcu so to koronarne arterije, za možgane so to vratne ali pa znotraj lobanske arterije. Pri nogi so to arterije, ki vodijo v nogo, to se pravi od razcepišča trebušne aorte preko medenice v stegno in potem navzdol v golen. Tako da na različnih mestih je to možno. Zakaj merite gleženjski indeks pri svojih preiskavah? Ja, to je pa ena taka v resnici zelo preprosta preiskava. Kaj pravzaprav gleženjski indeks se sliši zelo učeno, pa je zelo enostavno. V bistvu, če ti pri človeku, ki leži, izmeriš tlak na roki, pa tlak na nogi v gležnju, mora biti sistolična vrednost približno enaka. To pomeni, da ni neke ovire na poti do noge. Če je tlak v gležnju nižji od tlaka na nadlakti, sistolni tlak govoriva, potem je zelo verjetno neka ovira na tej poti. In to se na tak silno enostaven način s to meritvijo in primerjavo tlaka na nogi v gležnju pa tlaka na nadlakti vidi. To je res zveni zelo enostavno, nekaj, kar se da hitro narediti, a to spada v nek standardni postopek pri pregledu pri vas? Lejte, to je seveda osnovna metoda, kadar imamo težave ali pa utemeljen sum na težave z arterijami na nogah, je to tako rekoč prva objektivna preiskava poleg kliničnega pregleda, ki se naredi. Zdaj, včasih je bilo to priporočeno tudi kot preventivna preiskava. Tukaj ima pa manjšo vrednost, zato ker v resnici, kdaj se ta tlak v gležnju zmanjša, mora biti že kar znatna zožitev. To se pravi, ni dovolj, da je neka obloga, ampak mora biti že vsaj tako približno polovica žile zaprta oziroma zožena za polovico, da se to pozna na gleženjskem indeksu. To se pravi, recimo ultrazvok slikovni je bistveno bolj občutljiv za zgodne spremembe kot pa gleženjski indeks. Okay. Omenila sva že aterosklerozo kot eno izmed bolezni. Katere so še takšne, ki jih morava omeniti? Ja, lejte, zdaj, če sva najpogostejšo bolezen na arterijski strani opisala kot aterosklerozo, potem na venski strani, to se pravi tiste žile, ki pa peljejo kri iz tkiv nazaj proti desnemu srcu in potem iz desnega srca v pljuča, kjer se ponovno obogati s kisikom. Vene so pa nagnjene k temu, da se v njih delajo strdki, venska tromboza. Pretok po venah je počasnejši kot po arterijah, so širše, včasih kri tudi malo zastaja in skratka glavna ali pa rečemo najpogostejša resna težava v venskem sistemu je venska tromboza, najpogostejša taka nasploh težava so pa razširjene, kot rečemo, varikozne vene. Te seveda ne povzročajo samo estetske nevšečnosti, ampak lahko povzročajo tudi bolečine. Gre torej za resno obolenje. Kako pa jih zdravite? Zdaj govoriva o razširjenih varikoznih venah. Ja, lejte, to je tako. Zdaj seveda ena stvar je spet življenjski slog, redno gibanje, izogibanje dolgotrajnemu sedenju, stanju dolgotrajnemu, kadar se to da, so nažalost kakšni poklici, ki to oboje zahtevajo. Zdaj, če kljub temu pride do razširjenih ven, predvsem v podkožju, to je ta tako imenovana povrhna venska insuficienca, potem je lahko prvi ukrep nošenje kompresijskih nogavic, ki so v bistvu krasna metoda, ki lepo stisne žile in ponovno zaklopke spravi drugo ob drugo, tako da tesnijo. Imajo pa to neprijetnost, seveda kompresijske nogavice, da jih ljudje težko prenašajo. Zlasti poleti so vroče, neprijetne in tako. Tako da pol seveda upoštev prihaja tudi odstranjevanje teh pretirano raztegnjenih žil, ki pravzaprav ničemur več ne služijo v podkožju. Morajo pa zato biti neki pogoji izpolnjeni, globoki venski sistem mora dobro funkcionirati.
Skratka, mora biti dovolj drugih poti, da se venska kri lepo vrača. Ali vi svetujete na dolgih čezoceanskih poletih, da si nadenemo te nogavice na letalo? Ja, preventivne kompresijske nogavice na dolgih poletih so vsekakor koristne, pa gibanje. Upogibanje stopala, miganje s prsti na nogah. Pa tudi ne škodi, če kljub temu, da smo v kakšnem ekonomskem razredu zelo stlačeni, da vmes ustanemo, pa se vsaj gor pa dol sprehodimo. Že to naredi razliko. Ja. Omenili ste prej vensko trombozo. Je karkoli, kar lahko naredimo, da do venske tromboze ne pride, razen, kot sva že omenila, zdrav življenjski slog in skrb zase? Ja, zdaj, torej vensko trombozo pri teh dolgih poletih, če se recimo takole ozreva na tole, kar sva malo prej rekla, ali pa pri nekem dolgotrajnem sedenju v prisilnem položaju, seveda preprečujemo s tem, da vmes se razgibamo. To se pravi, to je osnovno vodilo. Zdaj, potem pa seveda je pa en kup enih stanj, ki so tudi tvegana za vensko trombozo, od nosečnosti, poporodnega obdobja, dolgotrajnega ležanja ob drugih boleznih, poškodb, rakavih bolezni. Tukaj v teh situacijah je pa včasih zlasti v bolnišničnem okolju treba poseči tudi po preventivnih zdravilih proti krvnim strdkom. Kaj pa značilno za pljučno embolijo? Ja, pljučna embolija pomeni, da je strdek ponavadi iz globokega venskega sistema odletel in se zagozdil nekje v pljučnih arterijah. Kaže se to lahko tako, torej tisto, kar je najpogostejši subjektivni znak, je, da nenadoma človek postane hitro zadihan. Recimo neke stopnice, ki prej niso bile nikakršen problem, postanejo problem. Človek se hitro zadiha, hitrejši pulz ima. Če je to povezano s tem, da je recimo noga otekla, pa ne uplahne čez noč, potem je to kar, tako kot bi rekli, zastavica rdeča, da je treba preveriti, a ne gre za vensko trombozo pa pljučno embolijo, ker je treba resno antikoagulacijsko zdravljenje vpeljati čim prej. Pljučna embolija je lahko tudi kakšen resen zaplet pri določenih operativnih posegih. Tudi to se lahko zgodi. Seveda, a ne, poškodba lahko zunanja ali pa kirurška poškodba, operacija, to je vse lahko povod za nastanek venske tromboze in pljučne embolije. Zato nas po operaciji čim prej poskusijo dati na noge. Čim prej na noge, pa seveda čim ni več nevarnosti krvavitve, takoj preventiva po operacijah. To je pa del rutinske oskrbe zadnja desetletja, tako da ta ozaveščenost o preprečevanju venskih tromboz in pljučne embolije po operacijah je prišla v rutinsko prakso. Srčno-ožilne bolezni so verjetno še vedno najpogostejše bolezni, ki so. K njim prispeva tudi stres, tudi čustven nemir. Ali so se v zadnjih letih te vsi dejavniki tveganja za vse nas toliko spremenili, je življenje postalo toliko bolj intenzivno, da je teh bolezni še vedno toliko in so v porastu? Ja, zdaj, glejte, tukaj moram spet se vrniti na to, da pravzaprav te najhujše oblike srčno-žilnih bolezni starostno standardizirano upadajo. Mi imamo, torej smo bolj ozaveščeni, ampak tega je manj, kot je bilo recimo v 80-ih, 90-ih letih. Znatno manj, pol manj. Tako da tukaj se nam ne godi tako zelo slabo. Ampak seveda imate pa popolnoma prav, k vsemu temu, kar se dogaja z žilami, seveda je bistveno, torej tako, k temu, kar se slabega dogaja, bistveno pripomore lahko tudi stres. Stres v bistvu kronično pravzaprav podžiga povišan krvni tlak, stresne hormone, lahko spodbuja vnetje. Skratka, to vemo, da stres ni samo psihološko-psihični fenomen, ampak ima tudi povsem telesne učinke
in dejansko vpliva na žilje. To vemo danes. V bistvu bi morali poskrbeti za vse te dejavnike, ne, da bi jih zmanjšali, kar seveda je lepo reči, malo težje narediti. To je zelo težko narediti. Ravno te psihološki dejavniki, ki se pa seveda odrazijo na telesnih kazalcih, so zelo težki za obvladovati, niso pa nemogoči. Ne obstajajo vse sorte različnih tehnik. Ena od takih zelo preprostih je v bistvu pozornost na dihanje, pa umiritev dihanja, kadar čutimo, da smo akutno v stresu. Kako pa bi, na primer, svetovali, da naredimo teh nekaj dihalnih vaj? Kakšne so te vaje? To je zelo tako usmerjeno, se je treba poskušati spraviti v neko razmeroma mirno okolje in dihati počasi. Počasi zadržati sapo, počasi izdihniti, skratka poudarjeno počasi dihati, ne, to zelo hitro v bistvu ima ugodne učinke tudi na počutje. Bolj ugodno, kot če preklinjamo in brcamo kaj, a ne? Ja, bolj, čeprav zdaj, to je pa zanimivo, ne, to sem nekje zasledil, da recimo, ko so gledali toleranco na bolečino, tako da so ljudi postavili v neko kad z ledeno vodo, so pa dalj zdržali tisti, ki so preklinjali. To pa verjamem. Tam ti pa globoko dihanje res ne more nič pomagati. Imate še kakšen takšen konkreten nasvet, kako bi lahko človek se umiril, res spoznal, da vse to, kar si počnemo našemu telesu, obremenjujemo žile, s tem tvegamo cel kup enih zdravstvenih zapletov? Ja, glejte, jaz tako iz lastne izkušnje lahko rečem, da rekreacija pa en tak rekreativni šport pomaga. Zdaj je pa to tako, nekterim pomaga ukvarjanje z glasbo, slikanje, skratka nekaj, kar te veseli, a ne? Nekaj, kar te razbremeni, kar te veseli. To je treba početi v življenju. Skratka, ne samo nekaj, kar te obremenjuje, ampak nekaj, kar te tudi razbremenjuje. Pa seveda to, kar sem morda že omenila, odnosi, zelo pomembno, ne? Tako da imaš neke dobre odnose s svojo okolico, da nisi osamljen, to je tudi zelo pomemben dejavnik pri obvladovanju stresa. Ja, osamljenost je tudi eden izmed večjih družbenih problemov sodobnega sveta. Toliko nas je, pa so ljudje še vedno osamljeni, ne? To je povsem res. Prej sem že omenila, da nekateri ljudje se izogibajo, nočejo jemati zdravil, ki znižujejo holesterol. Ali je to jemanje zdravil tudi sicer problematično v vaši ambulanti? Vidite, zakaj se ljudje bojijo jemanja zdravil? Je to zaradi neznanja? Veste kaj, dostikrat je tudi, tako kot bi rekel, slab glas, ki, tako kot sem rekel, je neupravičen, ampak vemo, da je, če odprete skratka, če malo pobrskate po spletu, boste našli ogromno slabe propagande o teh zdravilih. Če se malo spomnimo nazaj, tako tudi v mainstream medije so prodrla poročila o tako imenovani zaroti farmacevtske industrije in take stvari. Tako da, kaj ne rečem, jaz še vedno pravim, da tako za dobrim konjem se praši. Mislim, da če pogledamo objektivno, je preventiva vključno z statini, zdravili za zniževanje krvnega tlaka oziroma reguliranje krvnega tlaka in za zdravili za reguliranje starevanja krvi naredila ogromno. Je bistvena razlika od prej. Definitivno je bistvena razlika v primerjavi s časi, ko sem jaz začel kot zelo mlad zdravnik. Kako je pa, omenili ste pritisk, kakšen pritisk je še vedno velja 120/80, je to individualno, odvisno malo od koliko si star, kaj počneš v življenju, ali je to še vedno nek tak zlati standard? Ja, 120/80 je odličen standard, tisto, kar želimo v klinični praksi je pod 130 sistolične vrednosti, to praktično pri vseh velja.
razen kakšnih izjem, ki imajo zelo napredovalo bolezen vratnih arterij, ti rabijo malo višji pritisk sistolni, ampak načeloma pod 130-80, optimalno pa tako, kot ste rekla, tam nekje 120, lahko tudi nižje. Zdaj, kakorkoli, pretirano nizko pa seveda ne moreš iti, za razliko od tega škodljivega LDL holesterola, kjer vemo, da greš pravzaprav čim nižje, tem bolje, pri pritisku se pa krivulja obrne, to ne moreš iti v, tako kot bi rekli, v šok in v, skratka, nek pritisk rabimo za to, da kri kroži, ne rabimo pa visokega, definitivno ne rabimo visokega. Kakšno pa je vaše mnenje o pitju kave za povišanje pritiska? Kava načeloma je kar koristna. Kar koristna in za možgane in za telo. Tako da zdaj, če rečeva tako par skodelic kave na dan, ne bo nič hudega. Tudi za ljudi z visokim krvnim tlakom to ni kaj groznega, če je tlak sicer uravnan. Tako da, če gledamo taka resna poročila o kavi, je veliko več koristi kot pa škode, seveda zdaj z neko pretirano nalivanje, pa seveda, tako kot za vsako drugo stvar, seveda mora biti neka mera. Hvala vam za tole s kavo, ker kava sigurno ne samo, da dvigne pritisk, ampak je zelo družabno opravilo. Lepo je iti pod šifro, gremo na kavo, ker veš, da boš lahko sproščeno klepetal. Bi za konec povedali, kakšna so po vaše merila za zdravo življenje, zdrave žile, kaj bi svetovali ljudem in predvsem, kdaj naj pridejo k zdravniku, kdaj gorijo rdeče zastavice. Okej. Dobro, sej glede splošnih priporočil za zdravo življenje ne bova nič novega povedala, torej lahko še enkrat ponovimo, to se pravi redno gibanje, zdrava prehrana, skrb za primerno telesno težo, izogibanje škodljivostim, zlasti rečemo kajenju, pa kakšnim stimulansom, za mlajše ljudi to zlasti velja. Zdaj, kaj so pa rdeče zastavice? Rdeče zastavice so pa, če gre za neko bolečino v prsnem košu, ki je spremljena s težkim dihanjem, pa traja več kot recimo 10 minut, to ni za čakati, tukaj je ponavadi treba kar poklicati reševalce in opredeliti, gre za srčni infarkt. Pri možganski kapi je v bistvu tisto zlato pravilo, ki si ga tako lahko tudi laiki zapomnijo, tako imenovani GROM, to se pravi govor, potem roka, če zaostaja ena roka, obraz, če se povesi ena polovica obraza. Skratka, če gre za neke take znake, ki nakazujejo možgansko kap, ravno tako je treba hitro ukrepati, ker je možnost bistveno zmanjšati posledice možganske kapi s hitrim ukrepanjem, s hitrim raztapljanjem oziroma odpiranjem zaprtih žil. Pri nogi pa tako, če pride do neke bolečine v nogi, ki ne popusti med mirovanjem, ali pa potem se pridruži še neka izguba sposobnosti gibanja, to tudi v bistvu kaže, da se je nekaj akutnega zgodilo, in tukaj je ravno tako čas, v bistvu čas je enako tkivo, to se pravi, treba je hitro sprovesti diagnostiko in reševati tkivo. Tako da to so take stvari, do katerih upamo, da pravzaprav nikoli tekom življenja ne pride. Če pa pride, pa seveda je treba hitro odreagirati, da so posledice čim manjše. Iz vaših ušes. Najlepša vam hvala, vse dobro vam želim. Hvala tudi vam za pozornost, pazite na svoje zdravje in nasvidenje.